Evo, tukaj imamo še eno vezje. Naloga od nas pričakuje, da mi v bistvu nas zanima, kdaj bo ta izhod Q, kdaj bo aktiven. In zdaj, če pogledamo, mi lahko vidimo tukaj, da imamo 3 vhode v vezi, se pravi A, B pa C. In zdaj recimo, kako bomo določili naše pravilnostno tabelo? Vedno rečemo, da toliko vhodov, ko je v bistvu to 2 na vhode, se pravi 2 na N, 2 na 3 je 2 krat 2 krat 2 in dobimo številko 8. Zdaj, kaj pomeni ta 8? Kaj to pomeni? Da moramo mi narediti pravilnostno tabelo, ko bo imela 8 različnih kombinacij naših teh vhodov enk pa ničev. Zdaj, če bi mi imeli tukaj 7 kombinacij, pomeni, da nam bi ena manjkala. Če bi imeli 9 kombinacij, pomeni, da bi se ena kombinacija za 3 vhode ponovila. Zdaj, najboljš, da mi rečemo, da je v tej točki tukaj je A in A negirano, tukaj v tej točki je pa B in C. Kako sem to določil? Določil sem na tak način, ker vidite, tukaj A gre v A, tukaj gre pa A preko negatorja na in vrata. In zdaj naredim našo pravilnostno tabelo za 8 različnih kombinacij. Se pravi, rečem A, B, C. In rečem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da si bom jaz tukaj kar naredil pomožne črte, zato da ne bo prišlo do kakšne zmešnjavike. Zdaj, ko boste vi sami reševali, jaz vam predlagam, da rišete na nek karo zvezek ali pa da si isto naredite črte, tako sem si jih jaz naredil. Tukaj, kaj je treba pol narediti pri tej nalogi, se pravi, kaj zdaj moramo narediti? Najprej nas zanima za ta del, pa rečemo, da je tukaj A in A negirano. In kaj zdaj jaz gledam? Se pravi, jaz gledam, da tukaj po A-ju bo prišla enka dol. In zdaj ta enka gre, se pravi, tukaj po tem vodilu v logična vrata, ta gre pa tukaj sem preko negatorja na drugo stran. In kaj se zdaj zgodi? Če pride tukaj spet enka, se ob neko negatorja nastane tukaj 0, drži? In kaj se bo zdaj zgodilo? Se pravi, v našem primeru pride najprej 0, bom jaz tole pobrisal, da vas ne bo medlo. Se pravi, kaj se zgodi? V našem primeru pride najprej tukaj 0, 0 gre sem, 0 tukaj gre sem, v spodnjem primeru gre 0 sem, gre čez negator, negator to 0 spremeni v enko in pride sem enka. In zdaj, če pogledamo, kaj se zgodi pri in vratih, če dobimo na vhod nič pa 1, se pravi nič pri 1, pri in vratih nam da 0. Ker imamo tukaj 4 ista stanja, dejansko to samo prepišemo. Zdaj pa, če pogledamo naslednje stanje, kaj se pa zgodi zdaj pri naslednjem stanju, nam pa pride tukaj enka, enka gre čez, pride sem, tukaj gre tudi čez enka, tukaj prije enka, tukaj je 0 in na drugi strani dobimo spet 1, 0, kar je glih obratno, kar je bilo prej. Če damo na in vrata 1, nič, dobimo na izhod spet nič. In imamo spet tukaj 4 ničle. Pol naslednja stvar, ki moramo narediti, je tole, B in C. In si spet napišem B in C. In kaj zdaj rečem, se pravi B in C, 0 in 0 je 0, 0 in 1 je 1, ne, ja, se pravi, kaj zdaj gledam, se pravi, v prvem primeru, tukaj pa tukaj, prije sem nič, dobimo tukaj 0, sem napisal 0. V naslednjem primeru dobimo tukaj 0, 1, se pravi 0, 1 in je spet tukaj 0, ker so to in vrata. In pol do konca na tak način reši, se pravi 0 in 1 je 0, 1 in 0 je 0, 1 in 1 je 1, nič in nič je nič, nič in 1 je nič, 1 in nič je nič, 1 in 1 je 1. In zdaj, kaj smo mi naredili? Mi smo zdaj na tej točki tukaj, pa na tej točki tukaj. Poznamo signal, ko bo prišel iz in vrat, ko gre v ali vrata, poznamo signal, ko pride iz teh in vrat in gre v ta ali vrata. In zdaj, kaj moramo narediti? Ta ali vrata se v bistvu primerjava teh dveh vhodov med seboj in samo rečemo, uporabimo funkcijo ali. In rečemo nič, nič, nič,
nič ali 1 je 1, nič, 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 1. In to je zdaj v bistvu naš Q. In kaj zdaj ta naš Q dejansko pomeni? Ta naš Q pomeni, recimo, če vzamemo za primer tole vrstico, in zdaj, če pogledamo, če bo A nič, se pravi, če bo A nič, če bo B 1, če bo C 1, bo ta naša žarnica tukaj na izhodu svetla.